Zakaj vsi mislijo, da moramo za dobro in zdravo kosilo preživeti v kuhinji nekaj ur? Imate 10 minut? Potem ni razloga, da ne bi mogli pripraviti zdravega kosila. Še več, če se dobro organiziramo, lahko pripravimo 3 zdrava kosila in še 3 sladice za povrh v le 30 minutah. Današnji glavni igralec bo proso. Če še ne poznate proso, čudovito, brezglutensko živilo, bo vas poživilo, bo vas razkisalo, po njem ne boste utrujeni, le treba je znati lepo z njim delati. Imamo v Sloveniji 2 vrste prosa. Eno je zelo drobno proso, to lahko skuhate v 10 minutah. Imamo pa tudi krupnega, malo bolj trdega. Če ga hočete zares v 10 minutah skuhati, je dobro, da čez noč preživi v vodi, če ne, pa ga bo treba kakšnih 10 minut dlje. Če se vam je proso mogoče v preteklosti malo zamerilo oziroma niste navdušeni nad njegovim okusom, stavim, da ste probali neoprano proso. Veste, proso je takšno žito, da ko ga pereš, ga res moraš v nekaj vodah, ker zelo veliko umazanije pride dol z njega in pride tudi ena maščobna ovojnica, ki zna biti žarka in vam res pokvari veselje do prosa. Torej, v nekaj vodah, zdaj boste videli na kratko, ampak doma to res naredite večkrat, pod toplo vodo splaknite proso, pogledajte, kaj vse gre iz njega. In šele takrat ga dajte kuhati. Praviloma kuhamo v 2-krat več vode, sicer proso pije še več, ampak je tisti dodatek vedno prihranim, da mu dodam še kakšen priboljšek. Torej, 2 količina vode, proso, ki je dobro oprano, če delate z drobnim prosom ali s krupnim, ki je namočeno, potem ta trenutek, ko bo to zavrelo, samo pokrijemo, odstavimo in bo proso v 15 minutah popolnoma pripravljeno za uživanje. No in dokler se proso kuha, ne bomo v luft gledali, bomo pripravili še 3 različne beljakovinske priloge. Lahko pripravimo le oreščke, katerekoli, orehe, mandlje. Fajn jih je za kratek čas malo na toploti oživeti, da pustijo aromo. Torej, si gremo posodo in dok je posoda še suha, vsujemo izbrane oreščke noter. V tem času pa bomo pripravili za danes, recimo, piščanca in tofu. Skrivnost hitre priprave hrane je v tem, da hrano narežete tako drobno, da jo res potem varno pripravite v le nekaj minutah. Torej, tako kot bi šli v kitajsko restauracijo, narežemo piščanca na drobne trakove, tako da malo skozi njih gledamo. To pomeni, da bojo res lahko že v 2 minutah popečeni. In na enak način narežemo tudi tofu na trakove. Zdaj, če že veste, da tofu nima posebnega okusa, piščanc ga tudi ni. Od vas je odvisno, kakšen okus bo. En od najboljših načinov, da tako piščanc kot tofu na koncu izpade hrustljav, sočen in res njami, je, da zmešate 2 žlici sojine omake, ne kitajske, lepo prosim, šoju, tamari, ekološko certificiran, brez umetnih barvil, in 1 žlico koružnega škroba, tudi ekološkega, da ne bi bil kakšen derivat gensko spremenjene koruze. Ja, delam vse s prsti, to v gostilni ne bi mogla delati, ampak doma se vse dela s prsti. No, v tako omako prelijemo in tofu in piščanca, seveda ja to naredim ločeno, odvisno kdo bo kaj potem hotel jesti. Že obračamo.
to maščobo. Torej šparate isto ponev, eno pranje, ista toplota. Popekli bomo tudi piščanca, seveda. Skrivnost hrustljavega tofuja in hrustljavega in sočnega piščanca je v tem, da smo uporabili gostin, ki zapre pore in omogoči, da se živilo zelo, zelo hitro zapeče, pa da od znotraj ostane sočno. A bomo še kakšno zelenjavo? Ja, odvisno koliko minut časa imate, zelenjavo lahko zelo enostavno pripravite. Če recimo narežemo na takšne kolobarčke, bo zadoščalo kakšnih 5 minut praženja in bo zelenjava že zelo hrustljavo užitna. Če pa imate še manj, naredite še tanjše, torej lahko bi lupilc uporabili tudi kot sekljalnik in dobimo take zelo zanimive, lepe, tenke trakce, ki jim zadošča 1 minuta na maščobi. Če se vam pa še bolj mudi, potem porabite ribežen, ker če bomo recimo na hitro naribali rumeni korenček, oranžni korenček, bučke ali karkoli drugega, je dovolj, da to samo vržete v krop in v 1 minuti boste imeli zdravo juho. No, možnosti je veliko. Ena izmed njih je, da proso, tako kot smo ga skuhali, začinimo z izbranimi začimbami, dodamo tofu, nekaj solate in zelenjave. Druga možnost je, da uporabimo katerokoli jušno osnovo, dodamo noter piščanca ali tofu, nekaj zelenjave, začinimo in imamo čudovito enolončnico, odlično tudi za v službo. Tretja možnost, če želite bolj lahke variante, da s prosom, zelenjavo in izbrano beljakovino delate različne variacije solat. Če se pa lotimo sladic, dejansko proso rabi samo nekaj žmohtnega. Lahko bi bila tudi smetana, lahko bi bil tudi jogurt, ampak v tem primeru naredili smo eno varianto, kjer smo proso zmešali s pudingom, lahko ga naredimo sami, lahko uporabimo tudi kakšen izmed pripravljenih sojinih riževih. Druga opcija je, zmešali smo s čežano, torej z jabolčno kašo, in v tretji opciji pa smo ga zmešali z banano in kakšnim izbranim, priljubljeno domačo marmelado, v tem primeru je to moja grozdna, lahko bi bila jagodna, lahko bi bila češnjeva, lahko bi bila višnjeva, vsaka je boljša od druge, torej receptov nikoli ne bo zmanjkalo, le 10 minut časa si vzemite. No, kot vidite, v manj kot 30 minut lahko naredimo 3 kosila, 3 sladice, dejansko bi lahko še 100 variacij na temo. Če so vam naši ščepci zdravja zanimivi, dol najdete še več receptov na povezavah, naročite se na naslednje posnetke. Ogromno tega je, kar lahko naredimo v zelo kratkem času, ščepec po ščepec, pa bo zdravja dovolj.